Lepo pozdravljeni. V pripravi na letošnje volitve tokrat predstavljamo stranko Glas upokojencev Pavla Ruparja. Z nama sta predsednik stranke, gospod Pavel Rupar, in pa primarij Majda Zbačnik, pediatrinja. Lep pozdrav. Oba dva tudi kandidirata. Da. Ja, tako. Vi ne kandidirate? Ne. Aha, tako. Skratka, zdaj gremo malce v zgodovino. Gospod Pavel Rupar, na začetku je bil inštitut 1. oktober in potem ste ustanovili stranko. In to vse v času vlade Roberta Goloba. Povejte nam, kako se zdaj ta stranka razvijala. Če grem čisto od začetka. Ja. Torej, začelo se je zelo spontano. Na družbenih omrežjih, predvsem v medijih, je bilo zaslediti razne stavke, recimo poklicnih gasilcev, pa medicinskih sester, poštarjev, in pa seveda ogromno negodovanja upokojencev, starejših, ki so na Facebookih oziroma teh družbenih omrežjih. In potem sem se enkrat tako, čisto sam sebi rekel, pa dobro, ti ljudje sedijo doma, pripenjajo tiste všečke, akcije pa nobene. Sem rekel, zakaj se ti ljudje, upokojenci, ne zavzamejo in ne gredo po boljše življenje, pokojnine tudi na ulice, na ceste. Ne. Sicer je bilo to takrat tako, bolj bogokletno kot ne. To je bil začetek Golobove vlade, zdaj je 3 leta in nekaj malega od tega trenutka, ko smo prvič šli na proteste. In seveda, jaz sem potem objavil na družbenih omrežjih, ali gremo, prvo sem napisal stavkati. Zdaj seveda upokojenci stavkati ne moramo, ker nimamo strojev ali pa kar kot drugega ne moramo zaustaviti proizvodnje, lahko pa protestiramo. No in potem se je pa res usulo neverjetno všečko, mislim, da jih je bilo v parih urah čez 8,000, delitev čez 9,000, in potem kdaj pa bo, kako pa bo, in takrat sem se jaz pa prvič stresno tako zamislil, Rupar, kaj si zdaj naredil, zdaj pa si tam, zdaj pa dej, ne, zdaj pa naredi. In seveda potem so bili razni poizvedovanja, kako protest sploh narediš, kako ga prijaviš. Jaz sem hotel vse zakonito delati in do zdaj tudi sem. No in prvi protest je bil potem najavljen za 31. januarja in videla sva se ženo peljala proti Ljubljani, zelo velikim strahom, koliko bo ljudi, ali bo blamaža, ali bo zdaj posmehovanje. Mediji so in ste povzeli to novico in bolj so se bližala Trgu Republike, več so videla avtobusov, izstopajo ljudje, imajo zastave, transparente, in se rekel, beba, žena, ti tole grejo pa k nama, ne? Pa prav ne, to je najbrž kakšna športna prireditev, saj pa 31. januarja, pa razen smučarij v Ljubljani nič. To se pravi leta 23. Ja, tako je bilo to, ja. No in potem sem pri zunanjem ministrstvu pa avto vstal in sem se dobesedno zjokal. Pred državnim zborom je bila taka množica ljudi, da jaz nisem vedel zdaj, a se to res dogaja, ali je to neka euforija, neke sanje. No in ko sem stopil tam na oder, ko sem videl to res, mislim, da se v prvič 20,000 tam nekje, meni se je zameglil, jaz sem se tako zjokal kot otrok, iskreno sem se zjokal, zato ker sem rekel, mogoče pa res, zdaj to je na pot, da tem ljudem nekaj pomagamo, naredimo, nismo imeli niti imena. No in potem smo bili malo nagajivi, zdaj 1. oktober je pravzaprav nastal, nam rekel parodija, ampak Niki Kovač, ne, 1. marec, no in še tudi društvo Inštitut 1. oktober, 8. marec, tako nekako bolj igra, pa bolj navihanost kot pa ne. No in potem to začelo resno zanimanje ratvati in potem sem imel drug shod, tretji shod. Največ, kar nas je bilo, tudi uradno, kolikor sem zasledil, je bilo 37,000 ljudi tam. To so res take zgodovinski trenutki. Seveda v boju proti vladi, pa niti ne proti vladi, bolj do pogajanj z vlado, da vendarle še nekaj naredijo v smeri dobrega življenja upokojencev, posluha pa ni bilo. Vse do trenutka, ko je seveda meni zelo, zelo čudno, gospa Meden dala preko kabineta predsednice države
zakon o evtanaziji. Ne. Takrat sem jaz prvič tudi nastopil bolj politično kot ne in jih seveda označil tako, kot se je meni zdelo pravilno, z potezami nacizma, Hitlerja, umorov starejših, rekel tudi prizadetih. No in takrat so prišle prve uradne zamere, prve blokade, prve rekel, negativne, vsi zapirajo vrata, nisem imel dostopa do predsednice državnega zbora, ne predsednice države, torej nikakor ne do gospoda Goloba. Kje pa je krivica, se mi zdela, je seveda to politiko toliko dobro poznam, da sem naprej vedel, kaj se bo zgodilo. No in recimo neka zdaj sem sicer malo zašel, ampak bo za zanimivost moje mnenje, da ima nekdo nevladno organizacijo Srebrna nit, ki leta in leta črpa državni denar, vpije, da dela za ljudi, potem gre pa kandidirati v skrajno levico. Veste, to so pa kontradiktorne strani, se meni tepejo. Ne? Torej, imam izredno občutek spoznati ljudi v bistvu. Naprej vem, kako kdo kam gre, kako stvari stojijo in to seveda so zamere potem, ko jih javno obelodanim. No, da grem potem nazaj. Potem je na enem od shodov prišlo do ideje, da naredimo stranko. Zdaj, tam 5 čebelice, to je naša himna, pa ta čebelica naša zaščiten. Pripeto na sukniču. Ja, jo imam. To čebelice smo mi, pač upokojenci, ki smo svoj med dajali v svetovje, zdaj pa ga drugi jejo. No, in potem smo pač še ena taka ljudska stvar prišla, dajmo vsi glasovati, a smo za to, da naredimo stranko. In jaz mislim, da take podpore v zgodovini Sloveniji za ustanovitev stranke ni imel do danes še nihče. Tam je ostalo še proti koncu okoli 15,000 ljudi in čisto vsi so podprli ustanovitev stranke. No, potem je sledil kongres, že na kongresu pa prvi poskusi zamenjave. Nekomu ni bilo všeč, da se ta stranka naredi, da je Rupert tam predsednik. Sem dobil že takrat neke namige, da me bodo pač nastavili neko alternativo, ki je pa hvala Bogu zamudila gospa je zamudila na kongres, tako da sem potem po naključju ostal tako, kot je bilo načrtovano in potem se je ta zadeva pač razvijala do tega trenutka, ko smo se pojavili zdaj pred volitvami. Kako je to za neke, jaz bom rekel, amaterje, no, sej res nikoli naredite eno stranko. Mislim, mene to ustrahoten ponos, da smo zmogli organizacijo, vse to narediti do tega trenutka, da se lahko enakopravno, saj upamo, enakopravno potegujemo za glasove volivcev. In ta inštitut 1. oktober še obstaja? Kakšna je zdaj zveza s tem inštitutom? Inštitut 1. oktober je kot društvo, nevladna organizacija. Trenutno nekoliko miruje, ker je glas upokojencev tisti, ki pelje zdaj to politiko naprej. Medtem, ko pa imamo v načrtih, kolikor nam ne uspe, v kar pa dvomim, no, jaz sem prepričan, da nam bo uspelo, bo inštitut spet šel v pogon. Če bomo v državnem zboru izvoljeni, potem bomo inštitut predali v roke zaupnim osebam, da ga bodo peljali za istim namenom, kot smo ga mi ustanovili. To pa je izključno pomoč invalidom, upokojencem, torej ljudem 3. generacije, od prehoda iz službe v pokoj in čim daljšo in čim boljše življenje. Delamo zelo veliko po terenu, večina članov inštituta ni članov stranke, pa vendarle sodelujemo, tudi sodelujejo. In seveda ti programi, ki smo jih mi imeli, so kar naleteli na zelo lep odziv pri ljudeh, predvsem pri tistih, rekel, ženicah, najbolj kmečkih žena, vdovah, tudi vdovcih, invalidih, pa vse tja do tistih ljudi, ki nimajo 1000 evrov pokojnine. Nekoč je bilo ta 1000 evrov nekje nek fenomen, posmeh. Mantra. Ja, tako. No, zdaj pa je res skrajni čas, da se to zgodi in ti ljudje upajo, seveda z našimi potezami, upajo tudi na popravo krivic. Mi smo prva in edina stranka, ki je po prošnjah upokojenih z odmero 57,25%
želela spremeniti to krivico v pravico, poravnati jim za nazaj to, kar se je zgodilo. Posluha nobena stranka ni imela, 13 let so prosili. No, na koncu ti ljudje, ki so diametralno nasprotnega mišljenja, ideologije, kot smo mi, prišli do nas in smo rekli, seveda, zakaj ne, mi delamo za to, da bo vsem dobro, ne ločujemo v sferi upokojencev levo, desno, ker upokojenc, levi volivec ima isto minimalno pokojnino kot pa desni, tako tu se kregati nima smisla. No in tu smo naleteli na zelo, zelo pozitivno, vendar pa prehitro pozabljeno. Ne? Torej ste naredili kaj uradnega, ste vložili kakšen zakonski predlog v zvezi s temi nižjimi odmerami? Ja, mi smo zbrali, potrebno je bilo 5000 overjenih podpisov, zbrali smo jih 17 000. Veste, tudi to akcijo narediti. Jaz se včasih čudim, gospa Majda, odkje nam vse te ideje, moč, energija, kako privabimo mi ljudi, jaz ne vem. Že mora tako biti. In smo to uspeli vložiti zakon. Zakon je šel skozi vse faze, vendar je bil zdaj na koncu, pred enim mesecem, zelo grobo zavrnjen strani Svobode, SD-ja in Levice. Mislim, da smo se dobro držali, zakon trenutno je padel, vendar imajo ti ljudje upanje. Jaz sem čisto odkrito pozval jih. Vemo, da če bomo mi v parlamentu, bomo to speljali do konca, okolikor nas ne bo, ker je to zelo velik strošek države, te pravice ne bodo imeli popravljene. Dobro, primarij Majda Zbačnik, zdaj, kaj bi vi pri upokojencih izpostavili kot tisto največjo rano, da tako rečem, kar se tiče zdravja? Vi sodelujete s stranko, praktično pokrivate to področje, zakaj se najprej zavzemate? Kot pediatra, kot zdravnica, ki sem delala 40 let v zdravstvu, dobro poznam ta zdravstveni sistem, vem pa tudi, da upokojenci smo največji uporabniki zdravstvenega sistema in ob tej vladi, ko sem videla, kako zdravstvo drvi v kaos, sem se z veseljem priključila stranki Pavla Ruparja, da jim pomagam na tem področju. In smo sestavili na stranki zelo dober program za zdravstvo, za dolgotrajno oskrbo in za paliativo. Namreč zdravstvo pri nas je potrebno nujno reformirati. Golobova vlada ga pelje v kaos, v razsulo. Več kot 70% so se povečali v času njegove vladavine čakalne dobe. Mi pa imamo še vedno plansko monopolni socialistični koncept, ki ga moramo nujno reformirati v modernega javno zdravstvo po modelu Zahodne Evrope, kjer bo pacient v središču. Pa namreč pri nas pa nažalost se pacient, kljub temu, da vsi plačujemo, nimamo možnosti pravočasno zdravstvene oskrbe, nimamo možnosti dolgotrajne oskrbe, nimamo možnosti paliative. In v tej reformi zdravstvenega sistema, s tem, da postavimo pacienta v središče, denar mora iti od pacienta do zdravnika, ne glede na njegov status, in da dobi pacient pod svojo preventivno ali pa kurativno uslugo takrat, ko ga potrebuje in kvalitetno. In pa v center reforme moramo postaviti predvsem primarno zdravstvo. Namreč primarno zdravstvo je tisto, ki znižuje dolge čakalne vrste. Če imamo urejeno in dobro primarno zdravstvo, potem s tem zmanjšamo naval na sekundarni, terciarni nivo, to se pravi na specialistične ambulante, na bolnišnice. Poleg tega pa moramo nujno reformirati zavarovalnice. Namreč mi plačujemo vsi v to zdravstveno zavarovalnico, sedaj že obvezno,
Potrebno pa je določiti to osnovno košarico, ki bo plačana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vse dodatne storitve, nadstandarde pa se lahko vsak posameznik zavaruje pri dodatnih zdravstvenih zavarovalnicah, ki jih pa pri nas nimamo. Pri nas je pa monopol v tej ZZS-ju. Jaz vam lahko povem samo iz izkušenj kliničnega centra oziroma pediatrije. Mi smo imeli določen znesek, ki smo ga uporabili že do julija, avgusta in potem nam zavarovalnica ni več plačevala, ki gre za planski načrt. In mi bi lahko že avgusta zaprli bolnišnico. Zdravnik pa mora nuditi pomoč takrat, ko jo bolnik potrebuje. In zato so tudi take izgube v zdravstvu. Poleg financiranja pa je potreben nujen nadzor, da preprečujemo korupcijo. Vedno več denarja v zdravstvu gre zaradi korupcije. Namreč mi ne plačujemo tako malo v zdravstvu, mi plačujemo 9,5%. Evropa sicer poprečno 11 do 12%, vendar največ denarja se izgubi zaradi koruptivnih nabav. Namreč mi smo člani Evropske unije in bi lahko naročali zdravstveni material direktno preko nabaviteljev po isti ceni kot v ostale države. To dokazujejo tudi naši privatniki, da izpostave Medikor, kjer profesor dr. Metka Zorčeva za parkrat cenejšo vrednost nabavlja material. Zato, ker ga nabavlja direktno in ni vmes koruptivnih verig. Potem je potrebno urediti tudi avtonomijo zdravstvenih zavodov. Namreč ta uravnilovka je nedopustna. Direktorji zdravstvenih zavodov morajo imeti svojo avtonomijo, da lahko razpolagajo sredstvi, da lahko nagrajujejo, da uvajajo nove programe, ampak potreben pa je nadzor. Potem je pa potrebno tudi čim bolj to administrativni del umakniti iz zdravnik namreč naj se ukvarja z bolnikom, ne z administracijo. Potrebno je reformirati tudi urgenco, helikopterske prevoze, potrebno je uvesti menedžment v zdravstvo. Ali bi vi plače zdravnikov in zdravstvenega osebja umaknili ven iz javnega sektorja? Ja. To v bistvu vse to je javni sektor, ampak zdaj so v javnem sektorju plače tako uravnotežene, da mogoče nekdo, ki dela na ministrstvu v neki pisarni, ima praktično enako plačo, isto plačo kot nek kirurg. Zdravnik je nosilec zdravstvene javnosti. On tudi odgovarja za to in tudi kazensko odgovoren. Tako da mislim, da zdravnik in zdravstveni delavci bi mogli imeti svoj samostojni steber. In tam bi potem po delu, po učinku lahko plačevali. To je urejeno v urejenih zahodnih državah, pri nas pa ta uravnilovka povzroča, da dobri zdravniki odhajajo ali v privatno ali v tujino, ostali zdravstveni kader, ki je pa slabo plačan, sestra in ostali kader, pa gredo celo izven zdravstvenega programa, gredo celo v trgovine. Ja, v trgovine, v Hofer, na blagajno. To slišimo. Ampak glejte, gospa Zbačnik. In ta Golobova vlada je s tem svojim zakonom o zdravstveni dejavnosti in z dodatnimi potem še s temi zakoni oziroma pospešuje privatizacijo in uničuje, tako da bežijo zdravniki, mladi bežijo v tujino, starejši, izkušeni in dobri pa v privatnost. Vprašanje je, torej poslušamo o tem zdravstvu praktično strani vsake stranke. V čem se ta vaš program loči od drugih, predvsem na desnici? To, da denar sledi pacientu, to govorijo zdaj vsi. Ali kakšna razlika med vami pa drugimi? Ja, mi želimo, da se vse kapacitete v zdravstvu združijo, da je pri javno zdravstvo je sodelovanje tako državnega kot privatnikov in kot koncesije. In denar naj gre
po tem bolniku, ne glede kam, za katero uslugo in kje se pacient odloči. Pacient mora biti suveren, mora imeti pravico, da lahko izbira zdravnika. In mi se bomo zavezali oziroma bomo tudi svoje programe skušali uresničiti, da se to v dejanju tudi uresniči, ne samo na papirju. Dobro, gospod Rupar, zdaj, če nekdo sledi tem vašim zahtevam, lahko smo slišali, da se na enem od teh shodov ste rekli, da bi morali borčevske penzije ukiniti, ali pa recimo prispevek RTV za upokojence. Kakšni so vaši predlogi danes v zvezi s tem? So popolnoma isti. Se opravičujem. Mislim, borci, glejte, še zmeraj mislim, da jih imam da 8,000. Ko za mnoga leta pridejo iz gozdov, ker poka, potem pa vidijo, da to ni boj, ampak grejo nazaj, malo se hecam. Torej, to je popolnoma nepotreben strošek, ki teh borcev več ni. Žal, seveda jim rekel žal, za vsako življenje mi je žal, ampak so pokojni, to so zdaj nasledniki teh to se deduje, ne? Deduje se na vnuke celo in to je, lejte, z teh ljudi so naredili, torej, jaz mislim, da precej sporne ljudi delajo, ne, imajo tiste 2,5 tisoč evrov na mesec pokojnine. Zdaj, vizavi tem, sem jaz dal tudi zdaj en predlog, recimo, zakaj mi duhovnikov ne plačujemo iz državne blagajne. Je to mogoče zdaj bogoklekno, ampak oprostite, zame duhovnik naredi 100,000-krat več kot pa en potomec borca. Skrbijo za duhovno skrbo, skrbijo za sakralno dediščino, delajo res kulturne stvari, ki so neprecenljive vrednosti, skrbijo zanje. Pa vsako nedeljo tam prosijo za kruh, ne, v narekovaju, ne. Zakaj ne tu poistovetiti, recimo, ali pa nobenemu nič. Torej, borci sej načeloma, bom čisto rekel, zdaj sistem bomo mi težko spremenili, ker je to pač je ustavna, če se ne motim, celo ustavna forma in retroaktivno nazaj popravljati te stvari se ne da. Jih je pa treba ustaviti. Ne gre spet za poskus še pravnuki in tako naprej, ampak tu s tem prenehati. Zdaj RTV Slovenijo, vi najbolj veste, kako deluje, kako sistem teče. Jaz sem bil seveda tudi presenečen, pa mislim, da je prav na vašo pobudo so naši shodi bili predvajani tudi na RTV. No, potem se pa naredila na pobudo urednika. No, recimo, ne poznam v detajle, sem bil pa zelo hvaležen, ker takrat se je širila ta ideja za boljše življenje, pa seveda pritiski na vlado. Potem so to na vsem lepem ukinili, zamenjali so kompletno vodstvo novinarjev, ki jim niso bili po godu, so pač odslovili, ali pa jih imajo nekje v nekih shrambah za plačo, samo da se ne pojavijo. Kaj pa imamo zdaj na RTV, pa vidite sami, ne. To je, mi so takrat začeli tudi eno akcijo, da se preneha to plačevati na silo. Zdaj RTV je odreagiralo panično, takrat so imeli zelo velike težave pri financah, ampak tudi, ko se je to uredilo, so zopet isti problemi, zopet je to nek sod brez dna, zopet se meče not v proračun RTV-ja ogromne milijone, program pa ni gledljiv. Razen športa, ki pa ni v režiji RTV-ja, produkcije praktično ni. In še ena stvar, ki mene, pa tudi nas, no, zdaj se to poseblo, moti, da moramo mi plačevati nekaj, če se nočeš kupiti. To je zdaj približno tako, da v skladišču Peka, ki ga že 15 let ni, je še vedno okoli 400,000 parov starih čevljev in zdaj bom jaz vas prisilil, da jih vsi kupujemo zato, da bomo se te navlake znebili. To meni ne gre v račun. In seveda bomo vztrajali tudi v vladi, če bomo poklicani ali v parlamentu. Če pa ne, pa da apeliramo in enako zahtevamo od naslednjih vlad nov sistem plačevanja RTV-ja. Jaz bi tu se navezal na nemški sistem, kolikor vemo, oni mislim, da plačujejo 7 evrov državni televiziji kot obveznost, ki je sprejemljiva
ostalo pa potem tisti televizijski mreži oziroma televizijam ali pa radijem, ki jih želijo poslušati. Tu mene nič ne moti, če večina potem gleda Kmetijo, pa še na drugih telih stvareh, ki so pač priljubljene, ne plačajo tja. Ampak ne pa tako obvezno, kot je to tukaj. In se enostavno ne moreš tega izogniti. Jaz recimo nisem lastnik števca, imam pa telefon in prav, ti imaš pa telefon, zdaj pa zato, ker imaš telefon, plačeval, jaz pravim, lenuhom, prostite izrazu, lenuhom na RTV-ju, pač teh 15 evrov na mesec. To ni malo. To ni malo. To je 160 evrov na leto in za enega upokojenca, ki ne gleda tega programa, ker ga enostavno noče, ali mu ni privlačen, ali pa je ideološko tako obremenjen, da ga pač iz tega vidika noče spremljati, da plačuje to, je popoln nesmisel in seveda mi bomo vztrajali, dokler bomo lahko, glede na zdravje pa moči, da se ta zakon, to plačevanje RTV-ja spremeni. Mogoče samo še, pa me oprostite, če nekaj še dodam okoli zdravstva. Ne? Tudi sistem, nemški sistem zdravstva je meni čudovit. Je zelo preprost. Kolikor ga poznam, imajo določeno višino storitev, zdravstvene storitve. Zdaj pa lahko gre zdravnik čez to ceno, če je toliko kvaliteten, da ga nekdo plača. Če ima konkurenco, potem cene znižujejo. Ljudje to plačujejo in potem od zavarovalnic dobivajo nazaj. Sistem je tako preprost in tako učinkovit, da bolj biti ne more. Še eno idejo sem dobil v teh dneh, ko hodimo na soočenja. Recimo en primer moje občine, zdaj so v zdravstvenem domu Tržič še dozidali ogromno prostorov, končali so zgradno, ne boste pa verjeli, da so popolnoma prazni. Zdaj, kdo je ta genij, da je šel recimo zdravstveni dom širiti, nima pa kadra, ni zdravnikov, bolniki še vedno čakajo v vrstah, še dlje kot so prej. Zdaj zakaj? Lastnice so pa občine. Zdaj, zakaj mi ne naredimo zakona, da bi občine zdravstvene domove, ambulante lahko dale zasebnikom v najem? Kaj bi dobili s tem? Zdravniki bi dobili prostore, medicinsko opremo, občina bi dobila kar nekaj denarja za vzdrževanje, ljudje pa hiter dostop do zdravstvenih storitev. Ja, preprosto, to moramo zdaj napisati, gospa podpredsednica stranke tudi. Ja. Ampak ravno kar je bil sprejet tale njihov zakon, ker so pa celo koncesionarjem prepovedali določeno število oziroma zahtevajo, da se opravijo samo določeno število preiskav oziroma posegov. Prej so imeli večjo možnost, zavarovalnica je vse plačala, kar so naredili, sedaj od decembra, ki pa so sprejeli tale zakon, pa koncesionarji lahko pravijo samo skoraj polovico tega dela, zato so tudi čakalne dobe še daljše. No. In to čitajo tudi gospodu ortopedu, najboljših ortopedov, Kavčiču, in da sedaj odpoveduje operacije. Seveda odpoveduje, se mu zavarovalnica ne plača, mu plača samo določeno število, ostalo pa mora prerazporediti. Ja, zdravniki bi morali delati brezplačno. In potem nam predsednik in stranka in ta koalicija zmerja z paraziti, z dvožitkami, nas blati pred pacienti. In kam gre to zdravstvo? Zaupanje v zdravnika in zdravstveni sistem pada. In to je še dodatno uničevanje zdravstva v Sloveniji. Krivi pa nismo zdravniki, najbolj pa trpijo pacienti. Ja, še 20 dni pa, da malo vesela naredim, pa malo upanja, da se te anomalije zaključijo tako ali drugače. No, seveda, zdaj, ker se naše stranke tiče, saj to zdravstvo pa pokojnina nista niti ni edini. Jaz sem še eno dobro idejo tudi sicer na enem od shodov sporočil mlajšim družinam,
če lahko povem. Izvolite, prosim, tukaj ste, povejte vse. Se pravi, vi ste sam za ta staranje. Se meni to lušta, ne meni, da če je to star. Ja, fajn. Želim tudi tebi, ki si mlajdo, še enkrat slišal, ta stara si zdrav. Mlade družine, ne, zdaj, veste, kaj se jaz bojim, zdaj ta Maljevec, ne, pa te stanovanja, ki jih napovedujejo, ne, kako ljudje ponevedoma nasedajo tem besedam, popačenim besedam. Ta vlada je namenila, koliko so rekli, skoraj, ne vem koliko, 100 milijonov, kolikokrat 100 milijonov za stanovanja. Ja, jih je namenila, dala jih pa ni. A veste, problem je v tem, da je bož dati 20 milijonov, pa narediti za 20 milijonov stanovanj, kot pa nekaj nameniti, pa nikoli narediti. To so prazne floskole. Kaj se lahko s temi stanovanji zgodi? A zdaj malo preskakim teme, ampak mi opustite. Ker izvolite, ja. Kaj se lahko zgodi? Spomnite se tovarne, ki jih je gradila naša generacija. Mi, starejši, ta stari. Kdo je to gradil? Sicer v socializmu, ampak oni so rekli, to je vaše, pa dejansko to smo mi delali. Ja. Z nadurami, s tistimi angleškimi sobotami, samo prispevki, kar nekaj so razpisali, pa so starši moji tudi mogli dajati denar za to. No, potem se je pa zgodila Slovenija in privatizacija in tajkuni. Zelo se bojim, da je sistem teh državnih stanovanj naravnan ravno na to zanko, da mladi sicer dobijo možnost bivanja, ampak plačujejo pa najemnino in nikoli ta stanovanje ni njihovo. Ja. In kaj se zgodi lahko? Recimo, da se nekdo izmisli z telih levičarskih sfer, no, da nam zdaj želil, da bo nekdo rekel, ti, veš, kaj bi bilo dobro, da mi ta stanovanja sprivatiziramo. Veste, da je to možno. Seveda je možno, če so sprivatizirali tovarne, podjetja, ne vem koliko. Nacionalizacija? Lahko, ampak nacionalizacija je to pač je to državno premoženje, ne? Ampak prav privatizacija se lahko razprodaja. Zgodi. Naprimer, ja, so predraga za vzdrževanje. Tako bomo mi sami pokupali, denar se tako ali tako nekje nalaga in mladi ostanejo, kaj, na cesti. Predlagam, to je sicer potem eden od predsednikov precej velike stranke 3 dni to razlagal, to moje idejo v parlamentu, pa nič hudega je prav, ker ne gre tle za Rupert Pogrunto ali Janez, gre za to, da se to omogoči mladim. Da stanovanja, ki so v državni lasti, z anuiteto višine najemnine mladi odkupujejo. Počasi postajajo lastniki. Počasi postajajo. Najemnina šteje kot odkup. Tako, kot obrok za odkup. To se v Angliji dogaja. Ja, to imajo Angleži za dobro urejeno. Ja, in potem seveda je višina tega obroka popolnoma lahko enaka. Garancija je lahko stanovanje samo, ni treba narediti se neka nova banka, recimo, ki bo ta denar, te anuitete pač zbirala kot prihodek za vlaganje v nova stanovanja. To je sistem, za katerega bi mogla država zelo skrbeti in ga spodbujati. Torej, to imate v programu? Ja, to imamo mi zdaj v programu. Ja. To smo dali. Gospod Zbačnik, zdaj ta leva sfera, ali kako da rečem, torej te, ki zdaj vladajo, pobirajo tudi 1% od vseh pač plačil, vsega tudi od pokojnine. Za dolgotrajno skrbo. Za dolgotrajno skrbo in vi zdaj zahtevate, mislim ne vi, ampak stranka, da naj se to denar vrne. Ne? Pobrali so okoli 150 milijonov preveč, zdaj sami prelagajo ta denar sem pa tja. Kako je zdaj s tem? Lejte, mi upokojenci smo vso delovno dobo plačevali prispevke. Sedaj, ko pa smo v penziji, pa mislim, da smo gradili to državo, smo pobirali, smo dajali prispevke, pa smo upravičeni, da se tega prispevka ne plačujemo več, kajti naše pokojnine so znatno nižje od plač in tukaj gre tudi za medgeneracijsko solidarnost. Tako smo mi plačevali v ta sklad, sedaj pa bojo mladi oziroma tisti, ki so redno zaposleni, plačevali v sklad za prihodnost bodočih upokojencev. Poleg tega pa mi tudi predlagamo, da ne plačujejo tudi brezposelni
brezposelni, kajti tudi brezposelni se pošiljajo položnice. In še nekaj, ta prispevek se pobira na zalogo, namreč mi ga plačujemo že od lanskega leta, ta zakon pa se je začel postopno izvajati samo v domovih, in to samo delno, dočim na domovih, kjer največ starejših ljudi rado preživi ta tretje življenjsko obdobje, med svojimi, tukaj pa se to sploh še ne izvaja. Pa tudi v domovih, ne? Tudi v domovih, samo delno, a ne? Ja. Tako da absolutno smo proti, zakon naj se najprej izvede, začne v življenju izvajati, ne na papirju, potem pa naj se določi, kakšen procent se bo v času delovne dobe plačevalo, oziroma kako bomo potem krili to razliko. Ali iz kakšnih fondov, ali iz proračuna, ali če bo zmanjkalo sredstev. Torej, vi zahtevate, da se ukine to plačevanje za upokojence in da se vrne tisto, kar je bilo preveč pobranega od julija lanskega leta. Ta razlika, ki se je nabirala na zalogo. Naj se plačuje takrat, ko imaš možnost to pravico tudi izkoristiti oziroma uporabiti. Kaj še predlagate v smislu financ? Recimo pokojnina, višina pokojnine, slišali smo že gospoda Karla Erjavca, to je zdaj že ponarodelo, 1000 evrov penzije, kje smo danes? Kaj vi predlagate? Saj to je to. Mi smo prag revščine, da ga doseže čisto vsak upokojenec s polno delovno dobo. S tem se sorazmerno povečajo tudi pokojnine in tiste najmanjše, da se dvignejo za precej večji odstotek. Seveda so to finančna bremena države, se to je logično. Je pa zelo, zelo bilo za nas krivično, ko je minister Mesec zaradi predvolilnega časa ljudem vrgel bombonček in povišal minimalno plačo na 1000, mislim, da 83 evrov. Ja, to je 1400 in še nekaj bruto. Ja. In to z obrazložitvijo, da se je življenje podražilo za 18%, da je šla hrana za 17% v teh letih se povišala, da so storitve tudi mnogo. Medtem ko za upokojence pa kaj, to ne velja? 4% povišanje. Čakajte, a mi potem ne kupujemo istega kruha? A mi potem ne plačujemo istih storitev električarja ali pa drugačno ceno elektrike? Pozabili so, enostavno so zopet odgnali misel na upokojence, tako kot vsa leta, čisto popolnoma nič jim ni mar. Je pa seveda naš predlog bil, da se tudi upokojencem zdaj to dvigne na tistih 1000 evrov, ki si jih je pač Karel nekoč zmislil kot eno dobro foro, ni bilo jo pa možen realizirati, zato je tudi pač prestal tam, kjer je, oziroma kjer je bil. Je pa seveda, kje dobiti denar. Zdaj ob koncu leta oziroma konec marca bodo letna poročila podjetij, tudi državnih, pa boste točno prišli zdaj nazaj na tisto, sicer iz medicine ven ali pa iz zdravstva ven vzeto, koliko verig preprodajalcev je vmes, ki samo papirno delajo in prekladajo dobičke, zato ker so se znašli v verigi prekupčevalcev. In ravno tako je pri elektriki. Vi sami veste, da imamo nuklearno elektrarno, koliko je tam megavat cena, vemo, koliko pa pride iz Krškega do Ljubljane, pa tudi lahko zračunate in pol vidite, da je 24krat dražja, kot je proizvodna elektrike, vmes imate pa enega goloba, pa druga goloba, pa tretjega goloba, pa 25 golobov, ki so samo papirnati podjetniki, živijo v milijonih, plačujemo jih pa mi na podlagi cene elektrike. Zdaj boste videli 31. marca, ko bodo letna poročila podjetja oddana, kakšne dobičke imajo ta podjetja. Preprosto pobrati vse te dobičke, preprosto jim zaplenati vse, kar bom rekel, nacionalizirati, vse, kar so z teh naslovov dobili. A veste, da mi na leto dobimo skoraj
800 milijonov evrov denarja za pokojninsko blagajno samo iz naslovov dobičkov elektropreprodajalcev. To so taki denarji, ki zdaj pač tečejo v žepe, pa žepi so premehni. To zdaj oni morajo že imeti kar ogromne sodove. Pa pade v mreže v Mariboru, ne? No, recimo, lejte, zdaj po drugi strani imamo pa take probleme, da pade mehna snega, pa se vse skrivine, pa vse. Ni, sistem je res treba, jaz bi to kar resetiral, čisto vse kompletno. Seveda postavil tudi pokojninski zavod za pokojninsko zavarovanje popolnoma na nove temelje. To bo sicer težko, ker imamo prelivni sistem, kolikor mladi vplačajo toliko ta star pojemo. Ja, pay as you go, ne. Kar je meni to krivica, oprostite. Kje je moja vest, da mora moj sin pa moja hčerka delati za to, da imam jaz pokojnino? Kje pa je moj denar? Prostite, kje pa je denar? Kam se je pa blagal? Kam pa se je moj denar skril? Plačevali, ja. Mi smo pokojninsko blagajno takrat dajali tako kot v banko. In če bi to nalagal v banki, bi danes imel mnogo večjo pokojnino, kot jo imam. Zdaj, kot dober gospodar, ne? Ja, seveda, kot dober gospodar. In taj bi zavod za zaposlovanje takrat mogel začeti se obnašati kot podjetje. Zavod za pokojninsko zavarovanje. Ali pa kot naložbenik, da bi pač ta denar vlagal in seveda iz tega koristil potem tudi za pokojnine, pa če drugega ne, gledajte, tudi pokojninski sklad je menda nekoč posodil milijardo Ropovi vladi, pa ta denar še ni prišel nazaj. Niti obresti, zanj se je gospod Papež prav čudil, odkje meni ta podatek, ni pa rekel, da to ni res. Seveda res, se to spomnim, jaz sem takrat še v državnem zboru. Če bi ta denar vložili v elektrarne, zakaj elektrarne? Zato, ker so najbolj donosna scena, stane pa nič, ker so itak vse na farmacijo. Pa v farmacijo, dobro, tudi bi danes imeli res tako lepe pokojnine. Torej, možnosti za take dvige pokojnin so. Še veliko večje možnosti so. Ne da ob teh bombončkih, se ne vem, koliko je velika ta bombonjera Golobo. Jaz upam, da ne več prevelik, da ni več not. Ampak vseeno on, recimo, pred letom, torej 15 mesecev nazaj, ob nekem novem letu, ko smo še peli Sveto noč, je prišla mi na misel, zakaj nimamo upokojenci božičnice. Ne? In takrat smo šli tudi v protestu. Ja, bi ste rekli 13. plača. Recimo, da smo rekli 13. pokojnina, tako. Zdaj tudi sem jaz v dilemi, ali 13. pokojnina ali ne. Jaz sem povem odkrito, jaz zase teh stvari ne počnem. Jaz se za pokojnice ne dajem zato, ker je meni slabo, jaz zelo dobro živim. Bogu hvala, tudi javno povem. Moja pokojnina je 2200 evrov. Ni debate. Sistem, ki ga pa imamo, je pa za sabo pustil pa ljudi, ki jih imajo 400, 500, še vedno 600 evrov. Zdaj pa 13. pokojnina. A je prav, da jaz še enkrat dobim 2 pa 200, nekdo pa sam 600? Meni se to zdi krivica. Jaz imam vsega dovolj, nekdo pa nima. Tudi ta procentualni dvig. Jaz nisem za to, da pride do neke uravnilovke. Sem pa za to, da se te razlike zmanjšajo. Tudi na moj račun. Jaz zato ne bom nič bolj živel. Nekdo ali pa dva, ki bosta ta del moje pokojnine do 2 jurja razdelila med sabo, ga jim pa dam. Torej, da se zmanjšajo razlike v tej božičnici ali pri sami odmeri. Ta način odmere, kakšni... Bom še, če dovolite, še pridem do odmere. Ampak zdaj seveda ta božičnica je prav, da je zdaj za vse enaka. Je pa sramotna. 150 evrov, veste, jaz ne vem, jaz zdaj ne upam več v trgovino, ker ne grem v trgovino, da se tam ne znebim 150 evrov. Ja, fasen go narediš za cel teden pa si. In to je sramotno nizka pokojnina, med tem, ko denar drugih podjetij pa Golob takole razdeli za božičnico v višini polovico minimalne plače. 680 evrov, nekaj tacga. Zakaj je terminologija za zaposlene drugačna kot terminologija za upokojence? Pa kaj smo spet mi upokojenci tle, tukaj ne vem, kaj se nas smejo, kaj se nas ponižujejo. Vam pa 150 evrov.
zakaj nam ne polovico minimalne Ja, ker pokojnine? medtem ko v javni upravi javnim uslužbencem pač država to plača. Tako, zakaj Firme nam morajo ne? same, ja. Zakaj Zakaj ne upokojencem ne? Ja. Vsi ti mladi, ki delajo in delate, saj ste ustvarjali veliko, ampak vsi na podlagi temeljev, ko smo jih mi delali. A veste, in tu se meni zdi tako ponižujoče do nas, starih, tako res prav, a veš, tisti sistem, ki ja, evtanazijo, ja, lejte, dejte, hitro rokce, da vas zagiftamo, prej boste šli, prej boste razbremenili. ne boste več naš strošek. Ja. Za strošek nas imajo. Gospod Zbačnik, evtanazija, tu ste se precej, oziroma pomoč pri prostovoljnem samomoru. Že kot zdravnik. Ta zakon, ta predlog zakona je edinstven v Evropi in tudi v svetu, ker je zdravnik obvezno prisoten pri izvedbi evtanazije oziroma tako imenovane pomoči pri prostovoljnem samomoru z pomočjo. To je bila prisila za To je bila zdravnike. prisila, nekjer v Evropi nimajo takšnega zakona, da je zdravnik prisiljen. V Evropi imajo določene komisije oziroma določene skupine ljudi, civilne družbe, ki sodeluje pri izvajanju tega predloga zakona oziroma pri teh raznih oblikah tega zakona. Pri nas pa je v zakonu bila eksplicitno poudarjeno, da mora zdravnik sodelovati od začetka, to se pravi od komisije, potem do priprave odmerka in potem tudi pri dokončni izvedbi, če pacient sam to ne more izvesti. In še to mora počakati, da je efekt oziroma da pacient umre, sicer se pa to lahko zavleče tudi nekaj dni. In pri tem mora biti zdravnik ves čas prisoten. In se vprašamo, kako zdravnik, katerega poklic je zdraviti, ohranjati življenje, olajšati trpljenje, bo pa sedaj tisti, ki bo v bistvu rabelj. Kako bojo pacienti nam zaupali, če bomo mi to začeli izvajati. Zato smo se vse zdravniki, pa mi smo že več kot 2000 let zavezani Hipokratovi prisegi, ki govori, da spoštujemo življenje od spočetja do naravne smrti in ne bomo nikoli posegli po tem, da bomo življenje umetno prekinili. Ampak paliative pa ni, ne? Ja, sej. Ta zakon je bil vložen zato, ker je zdravstveni sistem razpada, ker nimamo paliative, nimamo hospikov in dokler nimamo mi zdravstvenega sistema urejena, dokler ni sprejet zakon, zakonsko urejena paliativa in pa hospiki, toliko časa v Sloveniji o tem ne bi smeli sploh razpravljati, kaj šele tak zakon predlagati. Kajti upokojenci radi živimo, ampak zahtevamo pa, da se nas spoštuje, da nas cenijo. Mi smo gradili to državo, mi smo bogati izkušenj in te izkušnje in lahko nudimo in jih tudi potrebujejo mladi. In le v sožitju z mladimi lahko ta narod se razvija in je uspešen. In le paliativa je tista, ki nudi celovito pomoč, tako medicinsko, psihosomatsko in duhovno pomoč bolniku in pa svojcem. Dočim v svetu, kjer je pa evtanazija že razvita oziroma zlasti v Kanadi pa Nizozemskem, kjer je že desetletja v praksi, pa kaže vedno več zlorab, vedno več odklonov. Tudi v Kanadi, kjer so prvo sprejeli zakon samo za najhujše, neozdravljive bolnike, se sedaj pogovarjajo že, da bi to razširili to na otroke z genskimi boleznimi, na invalide, psihiatrične bolnike, pa tudi v Evropi, že Nizozemska. Torej, vaš predlog je, kar se tega tiče? Naš predlog je, da prvo zakonsko urediti paliativo, hospike regijsko po celi Sloveniji, da bodo prebivalci ne glede na to, kje živijo,
ali živijo v centrih, ali živijo na periferiji, ali želijo biti v domovih za ostarele, ali v domači oskrbi, imeli možnost paliativne oskrbe. Poleg tega je treba te centre regijsko razviti, potrebni so poleg bolnišnic tudi v domovih in pa mobilne enote, ki prihajajo na dom, ko jih nekdo potrebuje. In zlasti pa tudi nekaj hospikov. Gospod Rupar, zdaj v teh svojih pohodih po Ljubljani, bilo jih je kar nekaj, na začetku ste seveda tudi vi predlagali spremembo pokojninske zakonodaje. Celo mislim, da je predsednica Državnega zbora Klakočar Zupančič na začetku celo rekla, da vas bo sprejela, potem vas ni sprejela. Povejte mi, kako zdaj komentirate to spremembo pokojninske zakonodaje, predvsem usklajevanje, odmerni odstotek, kaj imamo zdaj danes? Skrpucalo. Tudi sami so ugotovili zdaj, da ta pokojninska reforma ne pije vode pri ljudeh. Primer, zdaj v enem tednu se je zgodil, ko so na izravnavo oziroma za lanskoletno poravnavo odločili upokojence dati 4,2%, potem so pa ugotovili, da ta reforma pravzaprav, vsaj za obstoječe upokojence, nikakor ni sprejemljiva. In so, zato ker je bilo negodovanje, takoj sprejeli, da bodo pa maja dali še 1%. In 1 in 4,2 ni pošteno, ni pravilno. Prvi mesec so ugotovili, da so reformo naredili popolnoma narobe, kaj šele, ko bodo to ugotovile generacije, ki se jih pa mnogo bolj dotika, kot pa zdaj obstoječe upokojence. Kaj se zgodi? V 6 letih, 7 letih bo to razmere med plačami, rastjo plač in rastjo inflacijo, prišlo do te mere, da če bi to preračunal na danes, jaz sem to šel zračunati, bi bila letošnja poravnava za nazaj 1,01%, nič več. Tako so zdaj to znižali, recimo ta razmerja. Ker bo inflacija vse manj vplivala, ne? Tako je, plače bodo pa še vseeno šle gor, bodo rasle, medtem ko upokojenci ne bomo tega deležni. Da ne govorim, kako je preračunano, da bodo pa odmere 70%. V masi na koncu pri izračunu bodo plače oziroma pokojnine za okoli 15% nižje. Ker se bo štel ves obdobje. Ja, seveda, ker se bo pomeštilo tudi zelo tako imenovano prazno ali pa krizno obdobje vsakega posameznika. In to je res ena stvar, ki jo, veste, kaj sem jaz tu vesel? Da se reforme lahko delajo pravzaprav vsako leto. Ali spremembe reform in da prihajajo, upam, da časi, ko bo več razuma, ko bo več preračunljivosti in občutka, da smo ljudje vsi, da moramo živeti praktično vsi in da moramo biti tisti, ki imamo pač delovno dobo in obdobje za sabo, temu primerno ne nagrajeni, poplačani. Ker meni s pokojnino nihče nič ne da. Jaz dobim nazaj samo tisto, kar sem sam uplačeval, v manjši meri, kot pa, če bi dejansko to preračunal na vsoto uplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno. Reforma, glejte, celo se je naredila neka umazana politična igra. Mi smo napovedovali tudi referendum o tej pokojninski reformi, pa smo dobesedno tekmovali, kdo bo najprej potrkal na vrata Državnega zbora in so nas to 2 minuti čez polnoči, ko je začel teči rok, prihiteli. Mi smo upokojenci, mi funkcioniramo še od 8 zjutraj naprej. No, sindikat se je pa tle zelo potrudil in so 5 čez polnoči na vratah čakali. Elektronsko. Recimo. In začel postopek zbiranja podpisov. Takoj sem vedel, da nekaj ni v redu. Takoj, ko sem videl predsednika, sicer mislim, da je predsednik sindikata poklicnih gasilcev, Jakob, ne vem kako. Počivalšek? Ne. Ne vem. Ja. Torej tip je Švarc. Švarc. Že mimika pove, da ni iskren. Oprostite moje mnenje, pa sem lahko krivičen, pa imejte vi drugačnega. Ampak ko je on rekel, mi gremo v akcijo, smo rekli, bomo pomagali in nas kličejo in delamo in mi reklamo in vse. In pride rezultat, da so zbrali vsega skupaj
mislim, da 13,000 podpisov od 20,000. Premalo, finta. To je preprosto dogovor med skrajno levico in temu Švarcem, dajte vi začeti, pa nič ne naredite, zato da bo reforma šla v življenje in mi se bomo hvalili do volitev, naredili smo pokojninsko reformo. In jaz dejansko pridem do tega, da je bilo to dogovorno. Še tistih 13,000 ljudi, ki je dalo podpis, so jih dali pretežno zaradi naše spodbude, pa zaradi naših prošenj. Oprostite, sindikati, kolikor jih imamo, da se niso mogli združiti pri zaposlenih, ker ta pokojninska reforma dejansko tangira generacijo, ki še dela, da bi jih aktivirali, da bi jih soočali, s čim bodo živeli, ko bodo stari, kaj jim pripada po tej reformi, bi mogli zbrati 500,000 podpisov, ne pa, da jih sploh niso mogli zbrati. In s tem seveda so bili očitki teh vladnih veljakov, češ, reforma je tako dobra, da so ljudje rekli, ne bom dal podpise za to, da ostane tako dobro, kot je. Prvi mesec, ko je stopila v veljavo, se jim je sistem pri izravnavi za lansko leto porušil. Prvi mesec. To so pa rezultati, recimo, teh genijev, ki so to naredili, rezultati dogovora s sindikati, kaj naj naredijo, da ne bodo nič naredili, in seveda mi imamo to zdaj v življenju in to nas bo teplo toliko časa, dokler ne bo ali popolne spremembe te zdaj obstoječe ali pa popolnoma nove pokojninske reforme. Torej, vi predlagate, vaša stranka, spremembo. Mi predlagamo čisto preprosto, pa naj se zdaj ne sliši to kot neko maščevanje, pa sistem, ki ga je začel dr. Golob, kar je Janša sprejel, bomo vse uničili, in to so dejansko tudi naredili in so naredili totalno bedo. Ne vem, z ukinjanjem te policije, avtocestne policije, pa potem pri plačnih reformah. Dolgotrajno oskrbo. In dolgotrajno oskrbo. In torej 100 stvari, ki so bile dobre. Jaz sem tu kolegu čestitati. Kolegu? Janezu Janši. Ja. Čestitati. Kakorkoli že, smo zdaj v neki bitki. Celo bom rekel, da ampak če človek izhaja iz neke, pa bom rekel tudi iz krščanske vzgoje, ne zameri, če zameraš, oprosti, odpusti. Če si se komu zameril, reči, daj ti meni oprosti, pa gremo naprej. Ampak dobre stvari pohvaliti in slabe stvari skritizirati, tudi mi jih kritiziramo. Golob ni moj sovražnik, da se razumemo kot oseba. On je samo oseba, ki pa ne dela pravilno in dobro, zato dobiva moje kritike. Je pa ne sovražen za to. In tukaj to, kar so naredili, so v dobi do prehoda Goloba naredili čudovito. Pa bi ta sistem zelo nerad nadaljeval. Da vse, kar je naredil, ne vem, moj foter, bo sin podaril. Ali kakorkoli že se sliši, ali spremembe, ali pa res to pokojninsko reformo popolnoma zapakirati kot neko zgodovino, jo dati v muzej, pogledajte, kaj so naredili, ni bilo dobro, učite se iz teh napak in narediti nekaj novega. Je to zelo težko poglavje. Zato, ker moramo mi tudi gledati vzdržnost financ. Seveda, moraš nekje vzeti, nekje dobiti, da nekje vzameš. Ampak nekaj teh predlogov sem že povedal, kje in kako. In jaz mislim, da za eno zelo dobro, tako pametno, umirjeno, kompromisno, pogovorno politiko se to dejansko tudi da. Dobro, omenili ste zdaj odnos z Janezom Janšo. Kakšen je ta odnos? Vas enačijo z njim, ali vas ne enačijo več, ali kaj je zdaj to? Zdaj, ko smo začeli mi te proteste, je tam nekje do 14. 15. protesta število protestnikov vedno naraščalo. Sem rekel, največ celo do 38,000. Ti protesti niso bili nikoli narejeni v podporu Janezu Janši, ker on ni mene naredil. Jaz sem povedal, kako smo mi začeli, kako je prišla ta ideja, prišla je tudi z ene moje zelo hude življenjske izkušnje od raka, ko sem jo potem še 3-krat z embolijami, gospa doktor to dobro ve,
In takrat sem jaz pač iz tistih, kom sem se zbujal, pa spet nisem vedel, kje sem, pa spet mrknil. In potem pač pride obdobje, ko so rekli, Rupert, bo šlo, veš, se kar upomogel, ne. In jaz sem takrat rekel, zdaj pa me ne imejte me za verskega fanatika, nisem, sem pa globoko verujem, to pa ja. In takrat sem jaz rekel, Bog, hvala ti za to življenje, ki si mi ga dal, zdaj delaj z mano, kar želiš. In točno so se protesti začeli in točno me je pot vodila, vse do tukaj. Tudi tu ne sedim zdaj kar tako. V to verujem. No in seveda ti protesti, ki smo jih delali, so šli s to podlago in pa z namenom, daj pomagaj ljudem, pa daj, ko boš črto potegnil na življenjsko tisto, ta zadnjo, ne bo plus spodaj. In želim popraviti, ker sem napak naredil v življenju, s tem, da bi naredil čim več dobrega pa boljšega, pa se bo to izravnalo, jaz sem v to prepričan. Bodite prepričani tudi vi, da je to resnica. In da to velja. No in potem so začeli mediji, Rupar je pa Janšov satelit, pa se smislil, da me vse nič ne zanima. Meni je bilo to vse. Pa vi mi rečete, koliko si vse glih. Ni moj namen zdaj, da se gremo neko tekmo, ali za njega, ali proti njem. Meni se gre za to, da ljudem pomagam, da jih mehko zbistrim. Mi smo imeli še eno veliko potezo, domoljubje. Nikoli v zgodovini Slovenije ni vihralo toliko zastav kot naših protestih. Nikoli. Nikoli nismo tako množično molili Oče naš in nismo peli zdravico. To je način. Na teh svojih pohodih. Na shodih, pa tudi kasneje. Ne? Torej, več teh stvari je prišlo in potem so začeli, seveda, eni pač tudi malo računati, da bi bilo to dobro malo spremeniti, pa malo lonček prstaviti. In tudi mi smo bili prvi, ki smo, mislim, da na 16. 17. shodu povabili vse predsednike političnih strank na oder. SD, Logarja, SDS, Novo Slovenijo, Ljudsko stranko, Zbor za republiko, Nacionalno stranko Jelinčiča. In so prišli in so govorili vsakemu, to je bil meni višek demokracije v Sloveniji zaenkrat. Vsak je lahko povedal, kar je želel. Vendar se je tam zgodilo, da je pa nastopil tudi predsednik in takrat sem jaz videl mnogo ljudi odhajati. To so bili volivci leve opcije. Torej, nastopil je Janez Janša. Da. Nenapovedano. In takrat se je velik del teh volivcev razočaranih nad Svobodo obrnil. In takrat so rekli, to je pa res Janez Janša vzad, ne? Nikoli, še enkrat povem, nikoli. Vse do trenutka, ko je bilo tisto glasovanje, potem trenutek, ko je bilo treba iti na evropske volitve, takrat smo kar več komunicirali, takrat so me prepričali, da ne hodim na evropske. Ne, stranka je bila premajhna, komaj rojena, denarja nismo imeli, rabiš ga pa neumno veliko. In takrat smo mi zelo, zelo pomagali, če ne sami izvolili Zalo Tomašič v državni zbor, v Evropski parlament. Pardon. In do takrat je šlo vse kolikor toliko dobro, do trenutka, ko pa je prišla zdaj ta ideja, da gremo na državnozborske volitve, ker so ljudje to pričakovali. In zdaj tukaj ni bilo jasno, predvsem volivcem pa simpatizerjem SDS-a, kako to, da zdaj Rupar ne gre v neko koalicijo z drugimi strankami. Mi smo to želeli. Tu so mi priče, gospa, mi smo to predlagali, gremo. Nikoli nismo bili povabljeni. Zmeraj odrinjen. Ali od Trojčka je bilo rečeno... Torej, s strani SDS-a ste bili odrinjeni, pa Trojčka, ali koga še? Vseh. Enostavno tam je bilo na enem sestanku, ki so pa pač vsebino mi povedali, rečeno od strani, kar povem imena, zakaj pa ne, ti ne brigant, bojda. Rupar se dere, Rupar je primitiven, Rupar je štromar, Rupar je, torej vse to, meni se ne zdi to za malo. Jaz nisem užalen, če meni reče štromar, pač sam, jaz sem ponosen na to, ker sem naredil v življenju, ne morem več popravljati za nazaj, ne. In tudi zame osebno, pa či si brez izobrazbe, pa či si ne vem kaj, pa moraš imeti spoštovanje do človeka, moraš imeti drug odnos.
In so rekli ne. Potem je nekdo rekel, bom jaz za njega poskrbel. Ne. In potem so spet debate, nič koliko, ne. A gremo skupno listo z SDS-om, naprimer. Ne. Ja. Je rekel predsednik, ja, mi smo odprti za to, ampak tu je ostalo. Ne. Potem nikoli več ni prišlo do klica, do povabila, vse do trenutka, ko je pa prišel predlog, lej, najbolj, da ne greste na volitve. Ja, čakajte, zdaj pa tle, pa se nekaj ne zgodi dobro. Ne. To pa zdaj nekaj ni. Kdo je to predlagal? Bojda predsednik SDS-a. Ne. In to smo mi rekli, ne, lej, zdaj 3 leta dela. Jaz ne vem, če kdo ve, kako je organizirati ta shod, kaj to pomeni nekega trpljenja, strahu, a bo vse v redu, koliko ljudi bo prišlo, koliko avtobusov bo treba spraviti v Ljubljano, koliko ljudi bo zdaj tam provokatorjev, ali bodo skupine napadene, smo tudi bili ne 2-krat, 3-krat. Ne. Vse do konca, ko jaz po vsakem shodu 3 dni spim. Jaz sem tako izčrpan. To so nadčloveški napori. Potem organizacija kongresa, potem spraviti vse funkcije. Jaz sem popoln, bom rekel, laik v teh stvarih, ampak smo zmogli. Nisem zmogel, smo zmogli, so bili predlogi, pa smo svet stranke, pa so mi poslali enega, da mi doma, kot prijatelj, moj prijatelj je rekel, da je, ne. 4 dni je bil pri meni doma, 4 dni je bil strvan brskal, pa po računalnikih brskal, točno iste stvari mi je kradel, ki so bile potem na nekih medijih predvajane. Kdo ga je poslal? Zakaj si ti tam? Poskusi na kongresu, da ta gospa omenjena prevzame glas upokojencev. Potem še neka gospa magistra, ena sodelavka Franceta Tomšiča, jo pa namenoma nam omenil. Ja, kar neke akte, kar to dejte, po mojem mnenju, ne, dej tole mu dej, pa tole ne sprejme svet, sej Rupar tako ne bere. A veš, to se mi pa za malo zdi, ne, da me podcenjujejo. Mata, takrat sem pa jaz borc, takrat ga pa ni na svetu. In jaz sem to prebral in vidim not, kako mene predsednica sveta stranke lahko zamena kot predsednika. Kako recimo svet stranke lahko preglasuje predsednika in ga vrže. Drugi poskus, tretji. Torej, tega je bilo toliko, no in na koncu videl, da se pravzaprav želijo stranko Glas upokojencev, ne pa Ruparja v politiki. Lahko da zaradi moje zgodovine, moja zgodovina ni taka, kot jo vi poznate. Jaz sem bil zaprt, jaz sem bil sojen najbrž največkrat v tej državi, še Janša ne tolikokrat. Pogojno zaradi verbalnega napada na Boruta Sajovca, sem rekel, da je z bogatih počitnic prišel domov, sem dobil 2 leta aresta. Potem so mi stvari, no in vse do tega trenutka, ko so mi rekli, da sem v Avstriji vzel en denar, da bi mogel plačati račun na občin za njih. V našem mednarodnem prometu, pa v bančnem prometu imamo mi TRR-je, pa se to ne dela z gotovino. Povsod mi, da sem prejel gotovino kot podkupnino, pa jo nisem dobil. Nisem dobil. Nikoli mi nihče ni mogel dokazati, da sem prejel ta denar. Celo obratno. Jaz sem šel celo v revizijo postopka in grem še na Evropsko sodišče za človekove pravice. Jaz bom uspel. Tu bom uspel. Ampak potem se je nekako prišlo eno to mišljenje, Rupar pa mogoče res malo preveč direkten, mogoče res včasih kakšno ven vseka tako, ko ni najbolj primerna za politično pa za neko diplomatsko zadevo, ampak je nekoliko bolj ljudska, tista, oni temu rečejo raja. Mislim, poniževanje do konca. No, do tistega trenutka, ko smo rekli, lejte, nič ne bo, mi gremo, dam predlog, gremo sami in gremo sami. Kako se mi matramo zdaj s temi volitvami, to in gospa ve, in ekipa, ki je zdaj na 3, so na terenu. Ja. In vse te stvari, ki jih delamo celo poletje, človek rekel, se res malo nisi glih, ampak vsem samo za en cilj. Ampak, glejte, vprašanje je, ki ga seveda ljudje želijo vedeti, glas za Glas upokojencev Pavla Ruparja, za to stranko, je glas za koga? Je to glas za Janeza Janšo, Roberta Goloba? Se veste, ljudje želijo preprost odgovor. Glas za stranko Glas upokojenca je glas za upokojence. Ne za enega, pa ne za drugega, pa mi ne zamerite.
kam pa s kom bi šli mi vlado in bomo šli, ko bomo v državnem zboru, je najbrž precej jasno na dlani. Ja, s to politiko, ki je zdaj, mi ne zagovarjamo. Je ne moramo, ker imajo upokojenci preveliko škodo. Upokojenci si zaslužijo dolgo in dobro zdravo življenje. Kdor bo dal in ponudil, vemo, kdo to bo, pa ne bom rekel Janez Janša, potem ta zadeva za nas pije vodo. Delali bomo za cilj in za to, da bo čim večjim ljudem boljše. Poznamo politiko, jaz sem bil v politiki že leta 1994, pa vse do danes, več ali manj vedno, je pa seveda res, in en in drug imata svoje napake in imata svoje dobre strani, zdaj to pretehtati bo odločitev, ko bomo v parlamentu najbrž precej jasna. Do tega praga, do tega trenutka, pa eno stvar. Imeli smo 3 vlade Janeza Janša, pa gospoda Bajuka, pa Ropa, pa Cerarja, pa Bratuškove, pa tega gospoda Serpentiška. No. Dobro. Ja. In zdaj imamo Goloba. Ne? Zdaj nekaj za upokojence, čisto tako. Sami se vprašajte, kaj je rezultat vseh teh vlad za upokojence. Vi ste rezultat upokojenci videli 2 dni nazaj na vaših bančnih računih. To je rezultat vseh teh vlad. Mene neumnost, da se kregajo, Janša je vzel, Golob je dal premalo, Rop je znižal. Glejte, vsota vseh vlad je na vašem žiroračunu. Dajte se zamisliti, pa se vprašajte, za koga zdaj še voliti, če ne sami zase. Mogoče se upokojenci vsi ne poistovetijo z glasom upokojencev. Ampak, glejte, ni mi do oblasti, ni mi do funkcij, ni mi do denarja, povem odkrito, ker mi je lepo življenje, dobro je. Mi je pa, da se majčken narod začne zbujati, da se prebuja. Tako kot smo domoljubje, prebudite se, pa rečete, ali bo kdo še v državnem zboru, ki bo pa pomisel sekal, pa rekel, ne, to pa ne boste počeli na račun upokojencev. Jaz mislim, da 3 leta tega garanja mora biti dovolj, da bodo ljudje verjeli, da bo ekipa, ki bo tam sedela, delala točno v ta namen. Zakaj se nas bojijo, zakaj nas vsi ignorirajo, zdaj tudi mediji na strani Janeza Janša, da v medijih na strani Goloba sploh ne govorim. Vam sem pa zelo, zelo, zelo hvaležen za povabilo, danes sem v studiu. Bojijo se nas zato, ker so upokojence polastninili. Upokojence so last nekoga, ali pa nekaterih. In oni imajo računalniško razdeljeno. Levi upokojenci, Bog nadej Ruparju. Bog nadej, da vam bo Rupar rekel, da boste imeli boljše pokojnine, ker on je bil pa zaprt. On ima pa slabo zgodovino. In potem na drugi strani, toliko upokojencev je bilo za nas, pretežno tista stranka ima upokojence, pa Bog ne daj, da bi šel kdo voliti Ruparja, ker Rupar je pa štromar, ne? Rupar pa glih ni. Veste, seveda, mi se posebljamo, končno bi bilo pa prav, da upokojenci pogledajo sami sebe. Ne ogledalo, vsi smo lepi. Tle se pogledajte v žepe, pa vaše tošane si pogledajte, če imate dovolj za življenje, če imate dovolj, da cel mesec zadosti pokojnina za življenje, a je zadnjih 10 dni tistih, ki pač brskate po tistih drobiških, pa hodite pobirati jajčka od kokošk, pa solato rezati, kot je rekel nekoč en gospod Šušnik, vse imate motiko, pa solato kopate. To ni dostojanstvo, to ni niti dostojno življenje, to je mrcvarjenje starejšega prebivalstva. In če kakorkoli že, tudi če me zdaj izločijo, vseeno mi je. Vam povem odkrito, ljudje se morajo sami zavedati, ali želijo spremembe za svoje življenje, ali pa bo ostalo točno tako, kot je. Bojim se, da bo ostalo točno tako, kot je.
No, zdaj, glede na vse to, kar ste povedali, čeprav razumem, vi do tega, bom tako rekla, desnega pola ne gojite osebnih zamer in programsko gledano, recimo po volitvah, če bi vam uspelo priti v parlament, so vendarle te desni programi desnih strank, tisti, s katerimi najdete več podobnosti kot z levimi in bi se z njimi tudi povezovali. Da bi šlo za zamero desnim strankam, Bog ne daj. Jaz sem vzgojen v desničarja, zmernega, je tu vera, je tu družina, je tu moja Slovenija, moja domovina. Jaz se zastavim, ne držim zato, da imam palce v rok, ampak zato, ker vidim mojo zastavo. Z levo opcijo, nikakor ne skrajna levica, to so meni zelo čudni ljudje. So mi pa v tej obliki socialdemokrati, kar bom rekel, prijetni, nikakor pa ne toliko kot desna opcija. Ampak, oprostite, to je moje osebno mnenje. To zdaj nima z glasom upokojencev Pavla Ruparja praktično nobene veze. Ampak vendar je glas volivca za glas upokojencev, je pravzaprav glas za programski del desne opcije, ne glede na to, katero stranko. Če pogledate programe, boste videli, sem jaz morda v neki nepodzavestni, zavestno, celo bolj socialdemokrat, kot pa so socialdemokrati sami. Če jaz govorim, da bi nekomu dal večjo pokojnino, je to socialna zadeva. Ne, torej, to je pravica, ni socialna zadeva. Če govorim, da bi mladim dal odkup državnih stanovanj, ne, to so sicer taki splošni programi, ampak to ima recimo nemška socialdemokracija mnogo bolj izražena kot nemška desnica. Ne? Ja, seveda, glejte, mi bomo gradili s tistimi, ki imajo razumne, dobre programe, ki se upadajo, so kompatibilni z našim programom in jaz mislim, da tu kaj dileme ni. Zdaj, če mi dovolite, jaz bom prosil vse volivce, leve in desne, prejšnjih volitev, okolikor ste razočarani nad desnimi strankami, še vedno je veliko zamer iz časa covida, pa se ljudje ne znajo odločiti zdaj, a bi, a ne bi. Lejte, smo tu alternativa, jaz vas prosim za glas. Ravno tako na levici. Če vas je Golob in ta vlada razočarala, ne nasedajte na 150 evrov, ne smemo se mi prodati za tak drobiž. Glejte sebe in če ne znate sami se razčistiti, koga bi volili, dajte voliti v glas upokojencev. Tudi vas lepo prosim za vaš glas. Torej, koga lahko izključite že danes iz te nove koalicije? S kom sploh ne bi šli? Samo skrajna levica, no, to res ne. Vse ostalo, svoboda, to je zdaj tudi ena fraza, ki je bila, ne. Svoboda, odlično, če ne bi bilo Goloba, pa tistih nestrpnih žensk, ne, ker jih je pa to mnogo preveč, ne, od Grgovića do Urške Klakočar, pa tiste Nike. Lejte, jaz gledam politiko kot množico ljudi, ne kot osebe. Osebe politiki, malo je dobrih, pa zlatih, pa res vse super in sploh politikov. Težko ga najdete, jaz ga drugače ne poznam. Ljudje, ki jih pa volijo, so pa dobri. Ljudje, ki jih pa volijo, pa zaupajo, seveda politika jih pelje na neke tirnice, da ne bom tja govoril o nekih pastirjih, ajde, to tudi obstaja, ampak v končni fazi je pa ogromno ljudi, ki gre volit, ki upa. Veste, vsi volimo, zato ker upamo, da bo ta nekaj dobrega naredil, potem smo pa razočarani. Teh razočaranih je mnogo, mnogo več kot tistih, ki bomo šli volit in ki bomo volili kogarkoli. Zdaj, če je to razočaranje še vedno prisotno, potem smo alternative, nekaj novih strank. Dobro, jaz mislim, da glede na 3-letno delo od res teh mladih novih smo daleč največ pokazali. In jaz upam, da bomo s tem upravičili tudi zaupanje ljudi in da se bodo odločali za glas upokojencev Pavla Ruparja. Torej, glas upokojencev kot stranka, kam bi uvrstili od levega do desnega pola? Še enkrat vam povem, ne moramo se uvrščati. Vam povem en primer. Ena nedelja je bila, pride, jaz sem bil pa slučajno prisoten, jaz rad pivo pijem, enega pa že na dan.
In pa se dva kregata tam za šankami in prav, sem zmatran iz Dražgoša, sem prišel, in je pa z Maše prišel en drug, ne. In on iz Maše prav, pa se ti na uma, ko si pa delal ti v Dražgošah. Ja, pa gore je bila bitka, pa gore je bilo to, pa je prav, si ti to videl? Ja, prav, nisem videl. Prav, lej, brez veze je bilo pri Maš veliko bolj fajn, je pa prav, ti Maš hodiš, ja, je prav, si ti videl Boga? Ja, tudi ga nisem videl, no. Je prav, no, lej, ti nisi videl Dražgoš, jaz pa Boga še ne. Prav, pijete pa vsak po deci cvička, ne. In debata v deci cvička 15 minut dolga. In pol iz cerkve, ali pa rekel vernika iz Maše, prav, kolegu iz Dražgoš, prav, daj mi za en cviček, za en deci cvička, je rekel, ja, nimam. Je rekel, kako nimaš? Ja, prav, nimam, daj ti, ko v cerkev hodiš. Ja, prav, on tudi nimam. Epilog, oba skupaj nista imela za en deci cvička, ker sta oba na istem. A sta leva, a je bil desen, a je bil lev. Oba skupaj sta se kregala pol ure o ideoloških problemih, ne pa v življenju. Jaz bi svetu priporočal, ja, saj pogovarjajte se, v Bogu čudovito. Če kdo pač Dražgoš se, jaz nisem nič proti temu, veste, ampak vendarle, glejta, a boste imela vsak še za en cviček, za en deci cvička, ali pa ne ostane tako, kot je. Dobro, to ste dobro povedali, dobro prispodobo, pa še posebej, če je resnična. Ja, pa je. Ja, gospa Zbačnik, zdaj tako, kar se tiče te pokojninske reforme, smo slišali tudi predloge, ne, recimo zdaj tisti, ki danes delajo dlje kot je meja za starostno pokojnino, to je 40 let delovne dobe, dobivajo ob tem lahko tudi 40% neke pokojnine, ki bi jim sicer pripadala, pa je ne vzamejo, ker še delajo. Ali bi morali dobiti 100%? Absolutno. Glede, to je krivica. Namreč delaš 40 let, plačuješ vse prispevke, potem pa greš v pokoj in imaš še veliko energije, rad bi še dobro nekaj naredil, imaš tudi še veliko znanja, ki ga lahko predaš mladim in to je velika krivica. V Evropi je večina držav, da kjer delaš, za tista leta imaš pravico in tudi uživaš pokojnino. Če pa delaš dodatno, pa dobiš dodatno plačilo in se od tega tudi lahko odteguje potem še dodatno za pokojnino. To je ena največjih krivic in zato se bomo tudi borili, da se vrnejo pokojnine tistim za vso delovno dobo, ki so jo plačevali, ki so jo naredili, dodatno se pa lahko še vedno vključijo v delovni proces, če imajo še toliko energije, sposobnosti, zlasti pa jaz mislim, da mi imamo veliko izkušenj, znanja in ga moramo deliti in pomagati mladim, ki imajo pa veliko energije, vendar nimajo pa izkušenj. To je ena od naših prioritet. Poleg tega bi pa tudi rada poudarila še en problem, ki je zelo velik v Sloveniji in ki je bistveno ključen, to je pa demografija in družina. Družina je osnovna celica in pri nas je družina razvrednotena, družina je praktično izgubila svojo vrednost, svojo nalogo in demografija je tista, ki je za nas usodna. Namreč mi smo biološko zelo ranljiv narod. Že več kot 20% vseh rojstev v Sloveniji je od priseljencev, pri nas je smrtnost že večja kot rodnost in zato mi predlagamo, da je nujno potrebno ustanoviti Ministrstvo za demografijo in družino, ki je ključna, če želimo, da bo ta narod lahko preživel in se razvijal. Namreč 3 bistvena sidra, to so Bog, družina in domovina, so ključni za temelj naroda in za razvoj naroda. In to je ena od ključnih, bazičnih problemov, ki jo tudi mi naslavljamo in zato vabimo, da se udeležite, dragi upokojenci in upokojenke, da se udeležite volitev, da glasujete za svoj žep, za svojo družino, za svoje otroke in vnuke, da bo ta narod
narod lahko scvetel in da bo na tej lepi zemlji lahko še nadalje obstojal. Zato prosim in vabim, da se udeležite in da obrnemo smer v pravo stran. Dobro, gospod Rupar, zdaj, če imam prave podatke, vi v bistvu nastopate v praktično vseh teh volilnih enotah, ne? Imate 42,7% žensk, mislim, da 35, take podatke sem izbrskala, pa 47 moških. In zdaj, recimo, če se malce navežem to, kar je gospa Zbačnik zdaj povedala, tudi na teh vaših shodih boste seveda povedali, koliko jih je že bilo. Je pa bilo vedno, poleg teh čebelic, ne, polno nekega domoljubja, zastav in tudi znani obrazi, recimo Jožica Svete, Širca, nekdanja pevka ansambla bratov Avsenik, vedno poje pri vas, ne. Pa zdaj berem, da je Daniel Schmidt-Deni vedeževalec tudi med vsemi temi. Torej, kako vam je to uspelo in zakaj je te znane osebe, kakšna je ta taktika? Pa če dovolite, imamo 6 bivših županov z gospodom Žagarjem na čelu iz Medvod, pa imamo gospoda, ki je otroštvo preživel v hiši na Petričkih, gospoda Kinderhoferja, pa imamo najmlajšo kandidatko, ki je stara 19 let, ko me je začela študij, pa imamo najstarejšo gospo Julijano, ki je stara 83 let, pa vam povem, da marsikoga prekaša. Pa imamo tu Toneta Košmrla iz ansambla Pop Design, pa imamo gospoda zidarja, profesorja fizike na gradbeni srednji šoli, pa imamo iz javne uprave, ne bom imenoval, ker jih je strah vseeno, se bojijo za službe. Pa imamo ravnateljico osnovne šole, magistro, tudi ne bom imenoval. Torej, kako nam je to uspelo? Ja. Ja, zdaj bo malo čudeno, ne? Vera je to. To je vera in to je upanje in to je tisto, za katero sem rekel, da ne vem, ljudje so prišli sami, poslani, tako kot smo najbrž mi poslani, vsak svojim poslanstvom. Še enkrat, nisem fanatik. Mislim pa, da je tudi fenomen, ki me sprašujejo, kako ti lahko zbereš toliko ljudi na trgu, kot jih ne more niti največji med največjimi. Gospa, ne vem. Jaz ne vem, ljudje pridejo. Zakaj pridejo? Mi smo upanje namreč. In upanje, in tudi torej neko poslanstvo imamo. Jaz sem v to prepričan, ko bo ta cilj, ki ga imam izpolnjen, bom šel nazaj, tam sem 3-4 že bil. Ampak jaz sem ponosen na to, da imam to priložnost, da to lahko naredim. Ja, domoljubje je bilo v takem zatonu, da smo in te državne proslave, ki so bile, spet eden pride, eden noče, zato ker je tam, ne. Mi smo pa začeli združevati. Če se spomnite, verjetno ne, prvi moj nagovor je bil, bodimo prijatelji, dajmo si roke, začnimo se pozdravljati en drugega. Greste kjerkoli, pa ne, ni treba po Ljubljani hoditi, greste lahko tudi v Tržič, ne. Zdaj 3/4 glavo dol, ne pozdravljamo se. Soseda, ja, zdaj pa zdaj moja živa meja je 6 metrov, zdaj bi jaz 12 metrov naredil, zato da je tudi tam čez ne bi videl. Narod je bil skregan, domoljubja ni bilo več. Jaz sem ga pogrešal. In potem pride tam na misel, jaz sem takrat prišel, torej to je bilo 2 let, ko sem iz operacije črevesja raka. Ja, jaz sem se tam, prvo stvar, kar sem se spomnil, so bili rakavi bolniki, ki so bili še tam. Od tistih, ki smo bili takrat na intenzivni, pa potem, ker smo imeli stike, žal mi je, jaz sem še edini, ki sem živ. In meni je bilo to hudo. Jaz sem potem tam rekel, prostite, daj upogum se pa zmol Oče naš javno za vse te ljudi. Za pogum, za njihov pogum. Če sem ga jaz imel in sem dobil to danost, da sem preživel, zdaj kakšnih simptomov ni, nikakor, daj probaj moč ljudem preko televizije, takrat, ko ste bila vi še
poročevalka oziroma novinarka, napovedovalka teh shodov, daj prosim, ljudje so začeli tam moliti. Najprej smo to delali v tišini, potem sem se spomnil, da so bili tam na tistem oddelku tudi jaz bom rekel, brat muslimanske vere. Sem rekel, kaj če bi še zanj zmolil, pa ne znam, ali Arabin, nekaj tazga se imenuje, njihov oče naš. In sem rekel, kdor zna, kdor je muslim, dajte moliti tudi to. Pa sem se potem spomnil, da so vere, saj pravoslavna tudi, pa potem evangeličanska, vsi imamo isti oče naš, za te ljudi, za njih. To je nekako začelo ljudem dajati vtis, da so prišli domov. Da tam hodijo, ne zdaj zgolj samo poslušati Ruparjev goflane, ne? Da so prišli tja tudi po nekaj drugega. Recimo, da so se opogumili začeti na glas moliti. Da smo prvi začeli, dajte roko, dajte na srce, ves svet, da desno roko na svoje srce, zato ker je v srcu domovina. Tu jo imamo. In smo stali mirno in sem jaz tam poslušal, kako narod poje zdravice. Ja, Bogu hvala, pa ni lepše molitve, kot je pa naša himna. Zastave, ko to enkrat vihra. Ko enkrat rečeš, tu smo mi doma, tu smo Slovenci. Ko prvi rečem, naredimo Ljubljano zopet slovensko, pa to nekdo drug, potem fajn mi je, lepo mi je, več ljudi bo to govorilo, bolj bomo vedeli, da je Slovenija naša, mora biti naša. Vse ostalo je zgolj lahko tu začasno, ali pa da se nekako vklopi in jaz sem res ogromno prijateljev in ogromno ljudi, tudi z tega vidika in jaz sem zelo ponosen na to. Jaz sem res povem zelo ponosen. Čebelice. To je pa še ena zgodba, jo lahko povem. Jaz sem imel sestrično, sem zelo rad. Oni so imeli v genih neko strahotno bolezen tumorjev. Mislim, da sta samo 2 družini taki na svetu. So jih proba zdraviti v Ameriki, ampak Sonja. In jaz sem, torej umrla je zelo mlada, je Bog da je mir in pokoj in veš, smo šli na pogreb, ona je bila na koncu slepa, hroma, čisto na koncu tudi gluha, vse je odpovedala. Je pa ona živela leta in leta v poslušanju čebelic. Čebelar, slako čebelar. In takrat smo mi imeli prvi shod, sem se jaz, veš, da sem se nano spomnil, ko Sonja tele čebelice, pa je zate zapel. Tako je nastala naša himna. Potem smo jo pa izpeljali, da smo pač upokojenci čebelice. In zdaj kdorkoli, to je pa zanimivo, kjerkoli se sliši čebelice, vse, to je pa od upokojencev, to je pa od upokojencev, tudi na to sem ponosen. Kako do tega pride, ne bom raziskoval, ker sem premajčken v svojem bitu, ampak in nekaj ostane tako, kot je, če bo še kaj takega dobrega, pa Bogu hvala. Ne? Dobro, zdaj za konec, vseeno se bližamo koncu. Lejte, zdaj upokojenci, volivcev je več kot 650 000, so velika masa, ne, ki jo mnogi nagovarjajo, do zdaj recimo Alenka Bratušek, Karel Erjavec v stranki Desus, zdaj ima stranko Zaupanje, potem je Vlado Dimovski prevzel to stranko Desus. Torej, zdaj zanima me, komu od teh boste vi vzeli glasove? Ja, jaz upam, da nobenemu. Jaz upam, da jih tudi nimajo, da bi jih lahko vzel. Mase hecam. Vse te kombinacije so narejene zato, da glas upokojencev ne bi prišel v parlament. To morate vedeti. Zdaj, kdo to prepričuje, jaz tudi malo vem, ni samo levo, tudi desno je. Stvar je pa v tem, da sem vam že povedal na začetku, da smo upokojenci strahotno računalniško razdeljeni in zdaj Bog ne daj, da bi kdo komu zdaj jemal glasove upokojencev. Je pa še ena stvar, ena velika bojazen. To pa so mi že tudi veljaki politični rekli. Rupar, ti, če boste prišli v parlament, boste sesuli finančni sistem države. Ga ne bomo, verjemite, da ne. Ja, veste, zato recimo te krivic, ne,
Sem prej omenil 57, 25, nihče ni hotel popravljati, ker to je skoraj 800 milijonov. A ne, ampak jaz pravim, če ste kaj izbrisanim da, za kvak slovenskim upokojencem ne boste. To meni ne gre v glavo. Sej se da kompromise dobiti, ni treba vse nankrat in tako naprej. Seveda te zahteve po realnih pokojninah, to vse nekomu potem zajeda denar. Zdaj trenutno najbolj ga zajeda globoki državi, a ne? Ker ta ima roko čez vse. To mislim, da veste, ne, da tle pri nas finančni minister je glih toliko pomemben, pa Rupar v Tržiča, je torej praktično nič. Vse vplivajo izključno ta mafijski del. Torej, Milan Kučan? Milan Kučan ni samo Milan Kučan. Milan Kučan ni samo on, so z leve pa z desne, imajo na vrhu nekega jamnika in imajo potem 8 stebrov. In zdaj, zakaj Janković ni nikoli obsojen? A to še povem lahko? Ja, prosim, izvolite. Ja, zato, ker, glejte, bo Ukrajino, okrožno, vrhovno, vsa sodišče ga lahko obsodijo in sodijo, ampak ker je on tako zelo pomemben za to globoko državo, imate na vrhu tega sodnega sistema ali pa sodne veje mafije, globoke države, regulatorja. In ta regulator ocenjuje zdaj, a je on za obsoditi, a ni. Če ga vršijo, seveda zgubijo, ogromno zgubijo. Če ga obdržijo, pa mislim pa reče, ne, ti dej tamle vrhovno sodišče, a se vi niste malo zmotili tamle pri obsodbi, ne? In on reče, ja, ne, mi smo pošteno delali, pa ne, gospodi, vi ste se zmotili, no, dajte razumeti, da za vami stoji toliko tisoč ljudi, da za vami stojijo toliko tisoč družin. In če ne boste spoznali svoje napake pri sojenju, pa Jankovića oprostili, pade vse. Ja, razumem, Janković res ne kriv, ne? In sporoči dol, še nižje, vrnejo nazaj in Janković ni kriv. To dela državo. To je ukradena država. Zdaj tele politika, lahko sicer se napenamo, ampak upokojenci bi pa v parlamentu rušili ta sistem. Se meni popolnoma jasno in sam Boga prosim, da se mi kaj ne zgodi. Zdaj zelo odkrito, pa zelo smelo govorim, zelo smelo, ker se mi lahko kaj zgodi. Bo pa tako, ne, zakaj me ignorirajo vsi mediji? Na levi, komplet, od RTV, Pop TV, torej Bog ne daj, da se sliši Rupar. Zakaj me ignorirajo na desni? Tudi sem že povedal. Ja, najbrž prav zaradi tega, ker se bo morda res nekje začel podirati ta krivičen sistem, ki nekomu daje bogatstva, po drugi strani ima pa reveže, ki se pa imenujemo upokojenci, ne vsi, ampak več kot 300,000 pa je takih. Ne? In to dejansko spreminjamo tudi sistem države, a ne? Pa miselnost. In miselnost. Pa miselnost, jaz verjela, sem to dodala. Izvolite za konec vašo misel. Sama sem se aktivirala predvsem zato, ker me je zelo bolelo, da smo upokojenci, ko sem šla v pokoj, tako pasivni. In jamramo, jokamo, smo pa največja skupina, volilna skupina in lahko spremenimo res veliko. Zato sem šla v akcijo in sem se pridružila upokojencem, da jim pomagam, da aktiviramo upokojence, kajti mi smo tisti, ki smo gradili, mi smo garali 40 let, smo zaslužni, smo polni znanja in izkušenj in mladi nas potrebujejo, mi radi živimo, samo zahtevamo pa spoštovanje, dostojanstvo, ne rabimo injekcije, ne rabimo evtanazije, rabimo pa spoštovanje in pa solidarnost in pomoč. In le tako bo lahko družba tudi na etično-moralnem področju lahko se razvijala in uspevala. In tako bo Slovenija tudi družino vrnila, v družini nalogo, ki jo ima, vrnila v družino in v narod krščanske vrednote in tako bomo, kljub temu, da smo majčken narod, imeli upanje za prihodnost. Zato, dragi upokojenci, pojdite, mi smo vaše upanje in nas volite. Ja, gospod Rupar, še vaše zadnje besede? Ja, še nekaj mi je ostalo do recimo neke nove dobe. Zelo rad bi bil zraven pri oblikovanju na vseh področjih, zagotovo, kot sem rekel, za mlade
sploh pa mi je največja, sem rekel, žalost, ki me pa tako preveva, takrat, ko vidim ljudi na terenu, zdaj smo zelo veliko, ko res ogromno upokojencev živi tako mizerno, da pa so nekako zadovoljni. Veste, to je generacija, ki je potrpežljiva, ki je res, to so zlata, to so taki ljudje, da Bog jim da je dobro. Mi smo naredili neko kar dolgo pot, 3-letna pot je za nami. Zdaj, kako bo poplačana, spet bom rekel, tu je vse v božjih rokah in v rokah volivcev. Zdaj, glas upokojencev, res vse dajemo od sebe. Mislim, da si zaslužimo glas ljudi, ne glede kakorkoli že. Jaz celo ponižno prosim, glasujte. Mi smo še pripravljeni dati vse od sebe, se boriti za to, da bo tudi drugim dobro, tako kot je nam. Vsak sam odloča. Bom pa vesel, če bomo 22. marca lahko skupaj se veselili uspeha, to se pravi prideti v parlament. In po drugi strani, še enkrat bom rekel, kdo ve, kakšna stvar je za kaj dobra, zakaj je namenjena in tako naj bo, kot se mora zgoditi. Prosim še enkrat za vaš glas, vam pa hvala lepa za povabilo na ta prijeten pogovor. Ja, z veseljem. Gospod Rupar, gospod Zbačnik, najlepša hvala za komentarje. To je stranka upokojencev Pavla Ruparja. Nasvidenje. Hvala in srečno na volitvah.